Dame in gospodje, lep pozdrav in dobrodošli v studiu Koprivšek, se misli. Tomaž, že kar takoj v štartu, ponovno na koncu, ampak danes pa že kar takoj. Evo, treba začeti z najboljšimi stvarmi. Lepo, da si se javil, odzval povabilu, sva oba ugotovila, da si si mogla kar lepo zblokirati mečkano naprej, da je ta datum. Dal si mi kar termin. Ja, v bistvu sem ti to kar termin, ja. Kar zobarjo. Nismo kaj veliki izbere, v glavno res lepo te je videti. Enako. Deva sam poskrbeti za to, da bo zvok v redu, ker jaz sem zdaj opazil, ker sem gledal za nazaj videe, da preveč upletam. Aha, no se jaz sem tudi zato... S telim delom telesa preveč upletam in pol, a veš. Se jaz tudi posledično nisem hotel prijeti na tvoj prvi intervju, sem rekel, da se te prvo malo stabilizira tale studio Koprivšek. Ja, zmer si se znajdu. To moraš vedno gledati, da priješ pol. čas, ko se stvari uredijo. Čeprav sem že zmer rabila kar neki cajta, da sva tole vzpostavila, ampak kako vedno pravim, to so začetki, ne? To so začetki. Lej, naslednjič boš imel že maskerko, stilistko in tako naprej. Zdaj malo si bil razočaran, ker maskerke ni bilo, ne? Ja, ker sem si en mozolj puščal, en teden ga puščam. Dobar, to bomo pa zretuširali, ni noben problem. Skratka, kje začnemo? Kot vedno na začetku. Odlično. Kdaj sva se spoznala, Tomaž? To pa treba je zdaj, kakšno desetletje nazaj po moje. Slabo desetletje nazaj. 10-15 moje. 15 ne nakladati. Občutek je tak, no. Občutek je pa tak, da se poznaš že od skozi. A pa je sprememba na moji frizuri taka. Da sem že malo posivel, pa mogoče zgleda, da se poznala. Ne, veš, kje sva se? Spoznala sva se, ker jaz povem, ti me pa kar poprav, če se motam v Domžalah. Tako je. Jaz sem delal v fitness centru, ti pa v kafiču tega fitness centra. Ali je bilo? Tako je, en štuk narazen. Tako, ti si kelnaru, jaz sem bil pa en štuk višji, ampak itak smo vmes hodili na kavice in tako naprej in sva se takoj ujela v debati, ker imamo kar nekaj skupnih interesov. Pa vedno več jih je, se mi zdi. Ja, zdaj pa, da nam sam jaz govoril, ti povej, kakšni so tvoji interesi, tvoj pogled na life, s čim se ukvarjaš, daj sem večkrat predstavljeno. Ok, ime že vemo, to sem ga dobil že ob rojstvu. Klej imaš eno kamero, si videl? Si videl, to imaš? Kar 2 kamere. Tam imaš pa še eno. Maskerke pa nobene, tako da... Maskerke pa nobene, ti pa polka bojo 3 kamere. Ja, v bistvu ukvarjal sem se z ogromno stvarmi, jaz že v življenju, od kelnarjenja, igranja... Dober kelnar. Hvala lepa. Dober kelnar. Ja, to je rekel pol. Vzdržljiv kelnar, kako pa to? Ja, še posebej nekakšnih novoletnih zabavah, ki ste jih imeli, ki sem skrbel, da je bila čaša vedno polna. Super, pa ni bila kava. Vedno ta prava postrežba. Ja, to sem, moram reči, ful užival. Res sem užival z delom z ljudmi. Tle sem se ful naučil te psihologije. Spoznaš ogromno različnih ljudi. In tudi v bistvu skozi to sem v bistvu ugotovil, da me zelo veseli psihologija, ki jo ogromno tudi uporabljam zdaj. In v službi, in v ogromno drugih stvarih, ki jih počnem. Potem sem v bistvu šel delati tudi na ladjo, kjer sem tudi kelnaril. Da je bilo to? To je bilo pa že preden sem delal v Domžalah. Aha. Par let prej. Preden smo se spoznali. Tako je. Koliko časa si pa to počel? To sem pa par mesecev počel. Imel sem srečo, da sem pa šel na ladjo na Karibih. Revčk. Ja, kar grozen je bilo. Upal sem nam prišel kakšno Savudrijo, Umak, te hrvaške lepote. Ja, načle. In sem imel srečo, da sem bil na teh otokih, ki jih drugače verjetno ne bi videl, ker je cenovno dokaj nedostopno. Potem sem prišel nazaj v Slovenijo, sem prišel delati tlele v Domžale. Vmes sem igral tudi v gledališču, se ukvarjal s stand-upom in vse te stvari so me na koncu
pripeljale tudi do te službe, ki jo imam danes, recimo. Danes pa delam v bistvu, to je zelo težko razložiti, v bistvu. Probi, no, dej vzema si eno minutko. Bo dost, ne bo dost. To je taka specifična služba, v bistvu mi prodajamo prostor na satelitih za televizijske kanale. V bistvu ne samo prostor, ampak nudimo storitve televizijskim kanalom. Če si ti predstavljaš, da imaš ti televizijski kanal, ti nam pripeleš svojo vsebino ali preko interneta ali jo nam prineseš na nekih diskih in mi to spravimo v vesolje, na neke satelite in potem ljudje lahko to doma delajo. Evo, to je enostavna razlaga za... Kako to spravite pol do satelitov? Ja, to je pa tako enostavno, da bova kar raztegali na eno urco. Povej, kam hodiš, to se mi zdi kar zanimiv podatek, informacija, kam hodiš službeno? Službeno sem hodil... Ti sklepaš posle? Ja, tako je, ja. Jaz grem pač do strank, ker stranke pač ne hodijo. Ampak tvoje stranke niso v Domžalah? Ne, v Domžal... v Kamenku, ne? Ne, upamo, da bomo odbili kakšno stranko iz Moravčna. Ne, hecam se. Zakaj si hecaš? Ne, ja, to je zelo perspektivno za to vrstan posel. Tukaj sem že večkrat rekel, že Soteska. Se pravi, Soteska pri Moravčah dobiva prostor na zemljevidu. Zdaj, zakaj ne? Daj povej. Ja, ne, kraji so res lepi, no, moram priznati. Danes sem prvič v teh krajih bolj tako podrobno, no, da sem šel res prav do tebe. Si malo ugledal, si me malo pelal okol in res izredno lepi kraj, no. A si kaj razočaran, da ni semaforja v Moravčah? Ne, se da tudi brez. Vesel sem, da ni semaforja, ker jaz sem recimo z Ljubljane. Nekaj se norca delajo z nas skosa, da nema niti enega semaforja, ampak kva ti bo? Evo, včeraj sem samo na potu šel na rondo Tomačevo in tam so semaforji in priznam, da sem čakal pol ure. No, če bi bilo ta rondo še zmeraj ne bi več posnela. Bi bil doma. Tako je. Okay. Če se vrnemo nazaj. No, to se pa nama dogaja, tudi tako, ko se dobiva pa menva, skačejo. Teme skačejo iz leva na desno. Tako da bo treba res pogledati, malo tale plonk cegelc, ki ga imam, ko so si mečken začrtali, ko bi bilo vse dobro ment, ampak ja. Ja, v glavnem, pri mojem poslu je tako, jaz delam pač v komerciali in moram sam iskati stranke. Tle ni tako, da bi stranke hodile do nas. Imamo sicer eno bazo strank, ki so potencialne, pa jih kontaktiramo recimo preko telefona, e-mailov, ampak to ni to. Ti moraš do stranke osebno in predstaviti svojo storitev. In poti, kamor hodim, so pa mačkam bolj zanimive. Recimo, nazadnje sem šel v Armenijo, potem v Dubaj dosti hodim, najbolj pogosto sem pa v Iraku v bistvu. No, daj povej par besed o Iraku. Irak v bistvu... Kako je bilo, ne vem, mogoče prvič tja prišel, pa zdaj, kad bi bil že tokrat? Ja, prvič, ko sem prišel tam... Te je bilo malo strah? Ja, v bistvu ja, moram priznati, da res. Je pol ta... Ne to glih strah, ampak tista, veš, nevednost, ko prideš nekam, ne poznaš ne kulture, ne kaj lahko govoriš. Veš pa sam tisto, ki si slišal po TV ali po radiju, ne? Oziroma, ker so ti mediji prodali. Ja. Mediji pa se veš, kaj prodajo, poleg megle. Še malo več megle. Ja, kar povej. V bistvu, prvič, ko sem prišel, je zelo zanimiva zgodba. Človeka, s katerim sem se dobil, sem spoznal na LinkedInu. Pisal sem mu, če bi se lahko videla, in on je meni takoj odgovoril, lahko jutri. In to je bilo meni tako, kako jutri, čak, to je malo že sumljivo. Ja, takoj, sploh Slovenci smo znali. Ja, seveda. Malo podvomaš, skeptičen rataš, to ne more biti res. In sploh en človek z Iraka, veš, jutri se bo dobila, sem takoj razmišljal, ok, jutri, čak, kaj imam jaz, kaj ti lahko ponudim? Srce, ali imam kakšen organ, Predober, da bi bilo res. Da nisem že nekakšni tržanci, mama ima enega Slovenca zdravega. Hudo. In rekel, da bi prišel v Slovenijo, da se prvič vidva, in so rekel, evo, super, pridi jutri. In je tip dejansko prišel v Slovenijo, šla sva na večerjo, v trenutku sva se ujela, kot da bi se poznala 10 let. Ok, se pravi, ja. Debatirala sva na večerji v bistvu 4-5 ur, ne? Drug dan je odšel nazaj in je rekel, da čez en teden, če pridem jaz dol v Irak. In res, jaz vzamem avionsko karto, malo gledam, kako sploh priješ do Iraka, ker nisem poznal, jaz nisem vedel, kako, sploh kakšna je pot do tja. V bistvu niti na zemljevidu nisem točno vedel, kje je to. Vedel sem, da je tam nek, ki še nisem bil. Vedel sem, da je tam, ker nočem iti, ampak sem mogel jeti, ker tam je posel. Iz cone udobja. Ja, to moraš vedno jeti. Cona udobja je najbolj nevarna. Najbolj nevarna, ja. In
prvič pridem jaz dol in on me je prišel iskati na letališče in rekel, jaz imam za tebe še enega človeka, ki bi bilo zelo dobro, da ga ti spoznaš. In sem rekel, ok, spoznal sem tebe, dobil sem že malo zaupanje, vate, zdaj še enega drugega človeka, ki pa prav v Iraku živi 24 ur na svet. Skozi, on je domačin že od rojstva, ne? In on me pripelje, ki je pred en hotel, prav zdaj bo ta tip prišel, ti sam greš iz mojega avta, pa stopaš v njegov avto. To si je super slišal, ne? Ja, super, zelo varno. Sem mislil, da bom prišel v ta avto, bom odprl avto, noter bo že cenik zame, srce 100,000 litra. Ja, to pač vidimo iz medijev, iz filmov. Ja, okay. Realnost, če malo skrajšamo zdaj, ker to je res dolga zgodba, ne? Je pa v bistvu, da je ta človek postal v bistvu en mojih najboljših prijateljev, kjer se zdaj slišva še po 5 letih na dnevni bazi. V bistvu sva kot ena, dva brata, vsi pravijo, ko pridem dol, kot da je moj brat. Ja, se pravi, zdaj tvoja izkušnja letovanja v navednicah v Iraku. Fenomenalno. To so v bistvu, jaz hodim ta kurdski del, to se pač loči. Irak je Irak, čisti Irak, potem je pa kurdski del, to je v bistvu država, ki še ni priznana. Čeprav je 40 milijonov ljudi, oni nimajo svoje države. Oni pač imajo Kurdistan, ampak še vedno spadajo pod Irak. In najbolj me je presenetilo v teh krajih v bistvu, da varnost v bistvu. Ti, če tam pustiš mobitel, v taksiju ga pozabiš, niti en se ga ne bo dotaknil. Drug dan ga dobiš nazaj, vsi odklepajo, odklenjene pustijo avtomobile. No, družba, kje bi to drugače lahko izvedel? Ja. Mediji tega ne prikazujejo. In predsodki in gor in dol, doskrat stvari ne funkcionirajo tako, oziroma funkcionirajo malo drugače v realnosti. Ja. Če bi gledal v bistvu samo medija, ne? Po moje tudi iz Moravčine bo ven. Verjetno. Tele not zaprt 24/7, ja. Po moje že Ljubljano prikazujejo nevarno. Ej, hudo. Se pravi, to je tvoja služba zdaj, ne? To je zdaj moja redna služba. Sklepaš posle in tako naprej, tako kot si rekel. Kaj pa tvoji hobi? Se pravi, zakaj živiš v bistvu? Iz kje črpaš inspiracijo, pa kam jo nazaj daješ? Dajem, da jo povej o tem. Hobijo imam v bistvu nekaj več, no, v bistvu eden je šport, recimo. Ja. To sva v bistvu tudi ugotovila, ko sva se spoznala. Tako, si tudi fitnessiral, ja, zelo pridno in zelo vzeto. In še danes. Ja. Ne pričakujem. Se ne bova rok polagala. Mora biti tvoj, ko se kamere izklopijo. Pol bo letelo vse po zraku. Tvoj gre najprej. Pol boš pa res rabo maskerko za drug dan, za javnost. Se pravi, šport. Šport. Najbolj pa zadnje, recimo 6 let, intenzivno pisanje v bistvu. Aha, no to. Moram jaz reči, klele, malo skočil, da je Tomaž eden od mojih glavnih mentorjev, kar se samega pisanja in izdajanja knjig tiče, poleg Petre Škarja. Lepo slišati. Ja, in si mi res veliko pomagal, pa motiviral, kar me še zdaj. Tudi približno nisem toliko priden pisec kot ti, ali pa toliko konstanten. Ti imaš zdaj dejansko že šesto. Zdaj bo šesta, ja? Šesto knjigo, pa ste to šesto že na poti. S tem, da tvoja prva knjiga, ki tudi izdana sicer ni bila, je pa nastala že pri tvojih 12 letih. Ja, to je pa res, ja. Se pravi, to si upleten v to pisalno ustvarjanje že praktično od svojega otroštva. Ne? Ja, tako je, ja. V bistvu začel sem to v familiji, ne? Ja, tudi moja mama je že pisala, oziroma še piše, in je tudi izdala zaenkrat 3 knjige otroške, pri založbi dejansko, in so bile knjige tudi za domačo branje. In mislim, da sem tudi tle črpal eno inspiracijo. No. V bistvu se mi zdi, da ti skr vidiš doma, nekako se preneseš nase. No. Ja, iz tukaj si jo črpal si iz tega širokega asortimana enih doživetij, pa različnega dela, pa tako, iz vsega, iz srečevanja, pač vseh teh atipičnih primerkov ljudi, če tako pogledaš, pa iz tujih krajev, pa vse to, tako da se pol izkušnja življenja se krepi, bogati in to prelivaš zelo uspešno pol v svoja knjižna dela in stare zadeve. Daj mi povej, a z gledališčem se še kaj ukvarjaš?
Ne, z gledališčem sem se ukvarjal v bistvu par let, to je bilo bolj tako ljubiteljsko, čeprav smo imeli tudi zelo znane režiserje in je bilo tako zelo zagnano, no? V bistvu vaje vsak dan popoldne, čez vikende tudi po 10 ur. Wow. Potem sem se v bistvu tudi začel malo stand-upom vmes ukvarjati. Da mi še to povej, stand-up. Evo. Stand-up. A s tem, si se zdaj, valjda, ni cajta za vse, ne? Tako je, v bistvu na koncu se moraš nekako odločiti, katero smer bo šel, ker drugače lahko delaš 10 stvari in vse bo narejeno na polno. In v bistvu sem gotovo pri gledališču, da me zelo veseli, še danes me veseli, te odri, tudi stand-up. Tudi, Ampak so na koncu knjige recimo prevladale. No? V bistvu v tem sem se najdel, ker to lahko počnem vsak dan in se mi zdi zelo pomembno, če delaš eno stvar s strastjo, da imaš možnost, da jo skozi delaš. No? Tako se mi zdi, da rasteš. No? Se pravi, si tudi skozi v tem, ne? Tudi vsak dan. Kaj, po noč, ko dobiš kakšno idejo? Tako je. Moj mobitel recimo imam po noči sicer ugasnen, ampak imam vedno štiman na zapiske, tako da če se kaj spomnim ob enih zjutraj, takoj zapisek, da zapišem, ne? Ker sem parkrat naredil napako, sem rekel, se bom zjutraj spomnil. Zjutraj se, do jutra se ogromno stvari zgodi, kakšne sanje vmes in pač pozabiš. In gre. In pol cel dan razmišljaš, kaj je že bilo. Deva na hitro, ker smo lih pri knjigah, si jih prinesel kar s sabo, kar je ful v redu. To je ta zaloga. Da mi jih po vrst, predstav, čistko, par besed v vsaki. Šlo sploh to vse skupaj v naročje dal. Bomo že se zrihtali. Evo, ta prva knjiga je bila leta 2017, če imam prav. Mislim, da je. Bližji govor. Evo, prva knjiga 2017, je tako, je bila Ljudje smo ovce. Resnica o suženjskem sistemu, v katerem vsi živimo oziroma umiramo po obrokih. Po obrokih. Super zadeva. Jaz sem jo prebral. Odlična, pa tudi na Amazonu precej. Na Amazonu je pa v bistvu v angleški seriji, v bistvu v angleški verziji, People Are Sheep seveda, ne. Počas dobiva kar lepo prepoznavnost. Tako je. Sam se mi zdi pa tudi tele časi, koronski časi, če tako rečem, so v bistvu zelo pripomogli na prepoznavanju te knjige, ker v bistvu se mi zdi, da se ljudje vedno bolj zavedajo, kakšna je v bistvu sploh resnica v sistemu. Da v bistvu živimo kot v eni matrici, ker v bistvu ne moramo vsi dobiti vse, kar želimo, ampak meni se zdi to kot ena igra. Upam, da ne bomo na koncu vedeli, da smo v eni aplikaciji. Pa nas bo en samo ugasnil. V glavnem, super knjiga. To je bila prva. Absolutno, da je še ostale predstav se tih jaz lahko na hitro revam. Naslednja knjiga je bila Pričakuj malo, da je veliko, dobil boš ogromno. Malo bolj psihološka knjiga, v bistvu knjiga o zavedanju, v bistvu sedanjosti, da v bistvu smo zadovoljni s tem, kar imamo, ker sam tako lahko v bistvu tudi cenimo v bistvu tisto, kar bomo še dobili, oziroma da naše hrepenjenje ima eno smiselno. Sam sem vedno razmišljal, da v bistvu, če si ti zadovoljen s tem, kar imaš, boš tudi zadovoljen, ker boš imel ogromno več stvari. Če si pa ti nezadovoljen zdaj to, kar imaš, pa ti lahko en pripelje, Ferrarija na vrt, lahko ti zgradi sanjsko hišo, pa tudi nikoli ne boš zadovoljen. To je zelo, mislim, to je večna tema, pa mislim, da bo aktualna še leta in leta. To sem v bistvu kaj sem najbolj ugotovil, v bistvu pri takih knjigi. Sem v bistvu najbolj ugotovil, ker sem spremljal ljudi, sem spremljal kakšen par ali pa družino, ki so šli na Hrvaško, pa so zapravili recimo 1000 evrov za svoj dopust, pa so se imeli sanjsko. Potem na drugi strani pa vidiš eno familijo, ki grejo na Maldive, zapravijo 50,000 evrov, pa se tam sam kregajo, nič ne cenijo, imajo sanjske plaže, pa se sploh ne zavedajo, kaj imajo. Ko sem v bistvu ugotovil, da je treba ugotoviti, da si te prvo zadovoljen s tem, kar imaš. Za vse primerno. Za mlade in stare. Za mlade in stare, ja. Naslednja knjiga, se ne vem, če točno po vrsti, ampak sej nima veze. Nima veze, ja. Srečen, čeprav ne ugajaš drugim. Ja, par besed v tej knjigici. Ta knjiga je pa to je pa v bistvu knjiga, ki se mi zdi, da bi jo res vsak rabil, pa ne priporočam to zato, ker je moja knjiga, ampak ker sem skozi ljudi, v bistvu skozi življenje ugotovil, da v bistvu niso srečni zato, ker se preveč prilagajajo drugim. Recimo, mama mi je rekla, bodi zdravnik, mama mi je rekla, bodi avtomehanika, veš. In v bistvu sledimo drugim namesto sami sebi,
In se mi zdi, da v vsaki situaciji, ki si v življenju, v bistvu moraš biti srečen na svoj lasten način. In tako smo si unikatni v bistvu. Tudi Se to v bistvu poslušamo zdaj že kar pogosto, pa mrski slišiš, pa je že dosti zlajnana fraza. Ampak še kar se ljudje ne držijo. Ali pa napotek, ali pa na svet, da bi se pa usedla, vsaj malo, pa to je pa redkost, še vedno. Ne? In ti si to iz različnih zornih kotov lepo zapakiral v knjigo in mislim, da ti da vsaj en mini vzvod, pa je že neki in ga na koncu rabaš, ne? Ker jaz sem gledal veliko te videe, ljudje, ki so na smrtni posli, kaj imajo največje obžalovanja. In pri vrhu je vedno preveč sem poslušal druge. Oziroma tisti, ki imaš, kaj si bojo drugi mislili. To je stav, ki ubija vse, res. Kaj si bojo drugi mislili? To bi recimo ti danes lahko razmišljal, kaj si bojo drugi mislili. En David iz Moravč ima en podcast, YouTube, kaj misle, da bo nova zvezda, veš? Še sam ne ve točno, kva to je. Če bi si to razmišljal, nikoli ne bi tega imel. Tako pa mašin je fenomenalno. No, super, evo. Skratka, evo. Pa še dve. Se pravi. Evo, tale je pa v bistvu zanimiva knjiga, ker sem dal na naslovnico enega tipa, ki je vsem ženskam všeč in se mi zdi, da začnejo brati samo zaradi njega, tako da pogledajte si tole. Misli, ne? Ne, nisem jaz. Nažalost ne, če primerjamo, vidimo, da to ni to. Ampak, ful je zanimiv, ogromno žensk me je sprašval, kdo je Ali. Ampak to ni Ali, ampak je v bistvu naslov knjige Iskreni prasec ali lažnivi zahrbtnež. Ali ne obstaja. V bistvu obstaja na Shutterstocku njegova slika in siguren tip obstaja v realnem življenju, ampak kjer žanr je pa to? Zdaj je pa v bistvu bolj o varanju. V bistvu. Žanr knjige. Ne preveč izdat. Ne vem, kakšen žanr je to? A je thriller? Lahko je to thriller. A veš, če je kakšen varanje v razmerju, lahko je ta thriller, drama. Hudo popestri ta tvoj body of work, veš, ne, super. Sem pa ogromen dobil review, če tako rečem, v bistvu, kako se reče to po slovensko, v bistvu komentarjev. Recenzija, na to knjigo, pa ko mi tudi bralci pišejo, koliko so se znajdeli v tem, res. Tisti, ki so dali to izkušnjo čez in to me je prav presenetilo, nisem pričakoval v bistvu. Vse največkrat dobiš tisto, kar ne pričakuješ, no? To mi je prav. Ja. Naprej. Pa še ena, ta je pa taka malo bolj mladinska, Prepovedan klik. Podnaslov je dober. Začetki so vedno najslajši, zato ljudje pogosto začenjajo znova. In to je včasih celo res. Mislim, da večkrat se začneš kakšne stvari lotevati, ki v bistvu še nisi, no. A to si tudi poleg besedila, pa to naslovnice, predloge pa za naslovnice, pa to si sam dajal? Ja, za predloge za naslovnice sem dal sam, ne? Ampak imam pa eno oblikovalko, no? Ki mi vse naslovnice pač sama naredi. No? To je pa tvoj založnik? Založnik je pa Primus. Jih moram res pohvaliti, no? Sodelovanje je odlično. Cool. Evo, dec, da je tole klele nazaj. To je to, lep kupček. Zelo fino si predstavil zadeve, predvsem na hitro, ker sva omejena. Ja, manjka ena knjigica tlele. Omejena s časom, ena manjka, ja. Kjera je to, Tomaž? Daj povojno. Ena stezica, sam ne vem, je že prehojena ali pa je neuhojena, kaj ti misliš? Lej, ne vem, treba pomisliti, razmisliti, ko bom montiral ta intervju. Mislim, da malo poglej. Ja, bom mečkem pobrskal po arhivu. Povej mi, načrti za naprej. A se v nadaljne vidiš v pisanju, ali bo šel še mogoče v kakšno drugo zvrst pisanja? Mislim, jaz to že vem, da te sprašujem za to, da poveš, pa da bo še drugi zvedel. Ja. Scenariji so ti tudi blizu, ne? Da, scenariji so pa v bistvu tudi ena moja strast, no? Ker jaz v bistvu tudi, ko potujem, kot ste že zvedeli ogromno, na teh potovanjih vedno doživim eno zgodbo in se mi je vedno zdela toliko zanimiva, da sem rekel, to bi pa gledal v kinu. Wow. In sem ogromno zgodb napisal že. Zaenkrat sta dva scenarija narejena na polno, v bistvu. Prvi je mal thriller, drugi je pa po knjigi Ljudje smo ovce, v bistvu. Ker se mi zdi najbolj aktualna tematika zdaj, no. Kar pomeni, da te znamo videti kdaj tudi ali pa tvoje delo, ne? Tvoj rezultat inspiracije na filmskih platnih. Pa upamo na to. Ali TV, ali na Netflixu. Ali na Netflixu, evo. V bistvu je, da piše scenarij by
pa moje ime. Se pravi, še eno stvar mi povej, res nočem, da bi bila predolga, čeprav mi bi po mojem lahko debatirala do ponedeljka, pa je šele sobota zjutraj. A je to filmskega traku, to me bolj zanima. Kje to bo pocrkalo vsak cajt. Tako da bodimo veseli, če smo do sem prišli. Povej mi, tako kot ponovadi vprašam vsakega, ki je tukaj na vročem stolu. Se je res vedno bolj vroče. Ja, po kakšnem reku, misli ali pa filozofiji, ki se je držiš, ali pa jo probaš čim večkrat ozavestiti, pa se ravnati po njej. Karkoli. Pa rekel imam kar nekaj, no. Ponovadi hočem kakšne svoje reke dati, ker v bistvu se mi zdi, če imaš kakšen svoj rek res, da se ga res bolj držiš, no. No, bomo kakšnega umonterali. Najboljši mi je moj, ker se ga res držim, je, da če bi po vašem filmu posneli film, poskrbite, da bo film gledljiv. Ali pa vsaj to, da bi bil zanimiv vsaj napovednik za ta film. No. Teaser ali pa trailer. Jaz sem ogromnokrat opazil, recimo na družbenih omrežjih, ljudje v bistvu dajo gore ene kvote, ene pametne, bla, 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 ne. Pa ljudi spoznaš, pa v bistvu ugotoviš, da sploh ne živijo od tega. V bistvu sam dajo en kvot in drug dan pozabijo, ne. Ampak ti moraš, če nekaj veš, kaj bi rad delal, temu moraš slediti vsak dan. In v bistvu ti ni težko tudi po 15 ur na dan to delati. No? In po noč, če te zbudiš. Ti si sam po sebi inspiracija, to je tudi vedno, ko se podružimo, pa to je taka energijska bomba, res dobra frekvenca in vsaka čast. Sem vesel, zelo vesel, da te poznam. Povej mi še, ne vem, film 2, 3 naslove, ki ti pridejo zdaj na pamet. Titanic ta prvi. Titanic? Ja, to je moj. Nisem ga še gledal. A res ne? Pa ne me reš, da ugasem ta kamero, pa posnem še enkrat, pa reš, da si največji fan. Težko. A res ne? Težko gledam v šusu, ne vem, 2-3 ure skupaj zadeve. Da se tudi ne. Mislim, da sem prišel tam do ene ure pa pol, pa nikoli nisem pogledal stvari do konca. Zdaj vem, kako so se stvari zaključile. Ampak, super, to je James Cameron, ne? Tako je, režiser, ja. Naslednji. Kakšen thriller, recimo španski. Nevidni gost, Invisible Guest je v angleščini, ne? Invisible Guest. Ampak ni ta iz tele. Kjere? Ne, ni. Alija ni noter. Ženske spet razočarane. Po moje je zdaj lepo žensk, že na Shutterstocku huj z Ali. Ok, še eden. Še enega, včeraj sem v bistvu enega gledal v kinu, tam, kjer pojejo raki. Zelo, zelo dober film. Tam, kjer pojejo raki, daj povej par besed o tem. V bistvu bolj že ne vem, kaj preveč. No. V bistvu je zelo znan film, no, ker je to tudi napisana knjiga. To knjigo je pa napisala ena gospa, v bistvu mislim, da stara 65 do 70 let in je s to knjigo zaslovela. Tako da v bistvu ona je res inspiracija, da v bistvu vidiš, da nikoli ni prepozno. Pa tudi mislim, da tudi ona, ki je zaslovela šele pri teh letih, recimo, ne, ona moje ni upala, da bo prej zaslovela, ampak v bistvu cel življenje je pisala in pač delala to, kar je veselino. Imaš občutek v življenju, da ti iščeš, pa stremiš za stvarmi, ali da te v ta pravem cajtu stvari najdejo same od sebe? Pa po moje te kar najdejo. No. V bistvu, jaz kad gledam svoje začetke, ne, ko sem že začel, kot si prej omenil, pred 12 pisati, to je bilo v bistvu v osnovni šoli, ne? Kar začneš pisati, pa sploh, veš, takrat ne razmišljaš, jaz bom, ko bom velik pisatelj. Se veš, kaj razmišljamo, ko smo otroci, jaz bom policaj, jaz bom gasilc, te pač zdravnik, te poklici, ne? Picopek. Ja, picopek, to. Da se lače ne boš nikoli. Še pa te to potegne, v bistvu ugotoviš, da jaz tudi v službi, ko sem kdaj, to je treba potiha povedati. Ja. Tako delaš službo in pa se nekaj spomniš, a veš, kar zapišeš in v bistvu ugotoviš, da kjerkoli si v bistvu ti podzavestno delaš tisto, kar je tvoja strastno. Tudi na fitness, ko grem, a ne? Jaz recimo nikoli ne grem na fitness brez telefona, ne zato, ker rabam telefon, ampak zato, ker imam zapiske, ker se vedno kaj spomnim. Še odvignem šuteš, naslednja stvar, odvignem telefon, pa že pišem. Ena roka močnej, eno švohnej, ampak z večjo informacijo. Ja, taj bolj švoh, tle sem svinčnik, ponovadi držim, imaš. The best. Eno kratko napotilo. Kmalu prihaja moja 7. knjiga, ne, 6. To je informacija, napotilo. To moram še kar razmisliti, kjera po vrsti. To je napotilo,
kam iti oziroma začem gledati v knjigarni. Ja, treba je odpovedati vse načrte, ki jih imate za nov let, za 1. novembra, poletne, to je treba vse skenslati, treba je prilagoditi. Meni seveda. Ljudje smo ovce, drugi del v bistvu. Ker sem že, ko sem prvo knjigo pisal, sem imel res toliko zamisli, pol pa zdaj, kot sem rekel, te koronski časi, se mi zdi, da so ljudje dosti bolj zavedni, kaj se v resnici dogaja v ozadju, no. In imam toliko teme, sem napisal spet knjigo, ki ima približno, mislim, da 300 strani, no. In to je tema, ki se v bistvu odpira in sploh se ne more zapreti. Se pravi, ker jaz povem, napotilo bilo, da zdrav dvom je zvedno zdrav dvom v stvari, ne glede na to, koliko očitne so, ali kakorkoli že, ni nikoli odveč. Ne, vedno moraš imeti dvom. Ker tudi v zemljo moraš imeti dvom. Se veš, imaš vedno dva pola, en je okrogla, en je ravna. Recimo, ne? Čakaj, ti imaš klele veze. Satelitov. Daj povej, je to. Kakšna je zemlja? Ne vem, moram imeti v vesolje, pa ti lahko povem. To je naslednjič. Vse bo prišlo še do kakšne kolaboracije, ne? Seveda, vsekakor. Se je šele dobro začel. Se že veselim, absolutno. Dec, ful lepo, da si se javil, to je bilo vrhunsko. Čak moram gledati, da prevrnemo vse. To je studio Koprivšek, tako da še enkrat ponovimo. Evo, res, se vidva. Odlično. Ajde. Čau. Čau. Čau.